Tokrat najprej zahvala komentarjem pod videom številka 3 za prijazno opozorilo glede površnosti pri poimenovanju virusa. Pravilno je SARS-CoV-2, bolezen, ki jo povzroča, pa je COVID-19. Sicer pa je prav, da se po izteku prve lune od prvega pozitivnega na test za ta virus v Sloveniji se to obeleži z enim poskusom predikcije nadaljnjega poteka epidemije pri nas. Različnim modelom matematičnega modeliranja epidemije je skupno osnovno načelo, da je potek epidemije nekako odvisen od dveh parametrov. Prvi opisuje prehod iz populacije neokuženih v okužene, če tako poenostavimo, in drugi iz okuženih v okrevanje. Eden takih modelov je tako imenovani SIR model, ki ga bomo kar poslovenili v model treh O-jev: občutljivi, okuženi, okrevani, kar vidite tukaj za menoj. Razmerje teh dveh parametrov določa nekaj, čemur se reče reprodukcijsko število R0 virusa. To je preprosto povedano povprečno število okužb, ki jih v času svoje okužnosti povzročijo okuženi. Pri našem virusu pa naj bi ta R0 bil nekje v intervalu med 2 in 4, torej se pravi med 2 in 4, in ta bi za to, da opravi to svoje delo, potreboval v povprečju nekje od 2 do 3 dni. Če zdaj vzamemo pri obeh parametrih njuni srednji vrednosti, se pravi 3 in pa 2,5, dobimo sliko, ki se je zelo zanimivo zgodila med nedeljo 8.3. in pa petkom 13.3. pri nas. Poskok je bil tedaj od 19 na 179 okuženih, to se pravi v dveh intervalih po 2,5 dni se je število kar podeveterilo. Jasno je, da bi brez ukrepov v naslednjih tednih poskočilo to število na več 100.000. Nekako to pomeni, da lahko v grobem kar sledimo podatkom iz dežel, ki jih je virus prve napadel. Je pa seveda povprečje zgolj povprečje in vsaka država ima čisto svoje posebnosti družbenega in družabnega življenja in te seveda tudi vplivajo na dinamiko širjenja okužb. Ne moremo pričakovati, da bo ta enaka v 10-milijonskih Wuhanu ali pa New Yorku in pa nekje na podeželju v Sloveniji. Že če pogledamo spet slika za menoj, razširjenost okužbe po občinah v Sloveniji je zelo ta slika ruralno, urbano povedna. Če seveda odštejemo domove starostnikov, ampak to je že eno čisto druga zgodba. Zdaj, če vzamemo Slovenijo kot celoto in si izračunamo neke vrste pomagalo, neke vrste ekvivalent proksi za ta R0, tako da upoštevamo podatke dnevne rasti števila okuženih po eni strani, kot merilo za prehod prvega O-ja v drugi, in pa odpuste iz bolnic, število smrti in tako dalje za prehod iz drugega O-ja v tretji O. Pri tem moramo še nekaj korekcij opraviti, naprimer vsi vemo že, da je dnevni prirastek okužen seveda odvisen tudi od števila testov opravljenih in tako dalje. Zato moramo tudi poskrbeti, da bodo številke verodostojne. No in kaj dobimo? Kaj pokažejo te številke? Seveda je jasno, da je na začetku skupina okuženih se samo polni, okrevani pa stojijo na ničli in se šele po recimo 2 tednih počasi začnejo polniti. In na ta način množica, skupina okuženih tudi prazniti. Za menoj sta dva diagrama. Prvi pokaže, kako se ta naš proksi približuje številu 1, drugi pa pokaže krivulji, eno za okužene in drugo za okrevane. Vidi se, da je nekako 3 dni nazaj krivulja okrevanih prebila krivuljo okuženih, ta bo zdaj začela še hitreje padati, krivulja okrevanih pa bo lepo rasla. Od tu dalje je nekako samo stvar časa, da vsaj ta prvi val epidemije izzveni. Seveda je pa vse to odvisno od predpostavke, da bomo uredili prvič tempirane bombe domov starostnikov in pa da bomo še naprej nekaj časa spoštovali pravila socialne distance. Zdržimo še ta 2 tedna, pa bo. Nekako od tu dalje samo še spust po hribu navzdol v dolino. Rahljanja ukrepov pa ne bi priporočal, preden se tista števila tam zadaj za menoj ne premaknijo do 1 in pod število 1 in se krivulja okuženih ne spusti v dolino. Vedeti je namreč treba, da mora biti ta R0 pod 1, če naj epidemija izzveni, kar je spet zelo jasno razvidno iz tega tretjega diagrama za menoj. No, zadeve se bodo umirile in potem bomo lahko za hip si oddahnili, pognali gospodarstvo in v miru opravili nekaj stvari pred morebitnim novim valom. Nekaj naših podsistemov se je pokazalo, da so gotovo potrebni prevetritve.
Tudi naša potovalne obsesije bi veljalo kakšno v njih reči, kajti priznajmo si, virus smo si v Slovenijo kar sami prismučali. Za državo brez letalskega prevoznika, z visokim odstotkom ruralnega prebivalstva in z nekimi odmaknjenimi podalskimi dolinami imamo občutno preveč okužb. Tudi prenaivno smo bili zavarovani v vseobsegajočo varnost Evropske unije. Ta se je ponovno že tretjič v dobrih 10 letih s solidarnostjo ni ravno izkazala. V prihodnje bomo morali postati bolj samozadostni, tudi to je ena od lekcij te epidemije. Vsak med nami bo za dobrobit celotne skupnosti moral opraviti svoj del. Na Univerzi na Primorskem letos 2 mesti mladih raziskovalcev namenjamo proučevanju problematike COVID-19. Eno to mesto bo za področje bioinformatike, drugo mesto pa bo za področje matematike, za katero se bo kandidat oziroma kandidatka usposabljal v okviru programske skupine, ki jo vodim sam. Široka uporabnost matematike je danes neizpodbitno dejstvo. Prav bi prišla v marsikateri javni instituciji, kot se je pokazalo pri nerodnih interpretacijah številk iz začetka epidemije. Ko vstopamo v 4. industrijsko revolucijo digitalnih produktov, bo vloga matematike samo še bolj izražena. Matematik bo v bližnji prihodnosti poleg računalnikarja in analitika podatkov eden najbolj iskanih poklicev.